Temu se pa reče afera. Spoštovani gledalci vesti, novinarji v parlamentu in fotoreporterji, tišina, prosim, ker snemam. Novinarji in kamermani so v tem številu zgleda tukaj zaradi tega, ker umira ena izmed velikih ptic slovenske pomladi, sova. Spoštovani, lepši pozdrav vsem skupaj. Torej, prijazno sem se odzval vodilo Komisije za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami v parlamentu. Kot vidite, sem na pogovor prišel s svojim zagovornikom, gospodom Aleksandrom Čeferinom, kajti vse zadeve, ki se dogajajo okrog Sove, nekako romajo na tožilstvo in zato sem ocenil, da je bolj pametno, da vidim z njim. Torej, konkretno v mojih obiskih na komisiji bom tudi danes govoril pred komisijo resnico in poskušal pojasniti vsebino tako, kot jo pač danes lahko po več mesecih odhoda iz Sove lahko pač pojasnim. Slovenskemu narodu in danes posebej tudi še hrvaškemu narodu in posebej rad sporočil, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija v času mojega vodenja ni storila popolnoma ničesar, kar bi bilo v nasprotju z zakoni in interesi obeh narodov in njune skupne prihodnosti tako v Evropski uniji kot tudi v zvezi NATO. Delali smo zakonito in odgovorno upravljali svoje zahtevne naloge na zelo odgovornem področju. Predpostavljam, da so podobno pristopali k svojemu delu tudi naši hrvaški kolegi. Nekateri politiki so v zadnjih dneh v javnosti ustvarili mnenje, da sem v zvezi z mediji objavljenimi podatki o domnevnem dogovarjanju o dogodkih 2004 v zvezi z Piranskim zalivom med določenimi politiki, da svojim vključevanjem lahko razsodnik situacije jaz osebno. Kot sem vam zagotovil, bom na komisiji povedal resnico. Danes je odgovoren in pristojen za delo Sove direktor Matjaž Šinkovec, ki ima dostop do vseh strokovnih podatkov in je nadrejen vsem zaposlenim delavcem Sove. On lahko pojasni situacijo in čeprav razumem, Sova že več kot 10 dni povsem samostojno, brez sodelovanja Komisije za nadzor nad delom obveščevalnih služb, temeljito pregleduje dokumentacijo in informacijske baze, tako, da sem prepričan, da bo svoje cilje in delo temeljito upravila pač v skladu z usmeritvami svojih nadrejenih. Kot poznavalec dela na obveščevalno-varnostnem področju, pa žal moram reči, da je del politike pri nas povsem nepripravljen, tako za usmerjanje in vodenje Sove, kot tudi za uporabo njenih informacij, kaj šele za zaščito njenih metod dela. Že dalj časa si postavljamo vprašanje, če za nas resnično ni bolj varno, da takih služb vsaj nekaj časa v prihodnosti imamo. Hvala lepa, vse ostalo boste povedali. Ja, samo to bi rekel, da nisem bil na komisiji, vse ostalo pa bomo rekli. Zdaj, z gospodom Podbregarjem so bila pred vrati komisije. Prišla sva, moram reči, zaradi najne dobre volje, ker nam ne bi zelo treba priti, ker morajo biti samo delavci zaposleni v državnem organi. Komisija ni dopustila prisotnosti odvetnika, in temu, da bi to morala skladno z ustavo in zakonom.
Moram tle opozoriti, da je celo Ustavno sodišče Jugoslavije 89. leta sprejelo odločbo, da je odvetnik po samem zakonu zavezan varovati tajnost in že 89. v bivši državi je odvetnik lahko pristopil, tokrat pa ne. Lahko potrebite, ali stak se samega Janša pogovarja o incidenciji v Ukrajinske države, oziroma kaj lahko svojega klienta? O tem ne morem govoriti, lahko pa povem to, da moj klient nikoli ni odredil prisluškovanja Ivu Sanaderju in nikoli ni odredil prisluškovanja nobenemu slovenskemu državljanu, ki najmanj dejanje za Ampak to informacijo, ki jih je gospod Rok izrekel javnosti, je ključna, ne? To pa vprašajte gospoda Ropa, o tem jaz ne morem govoriti, tudi če bi hotel. Kaj pa gospod Podrega, tega je danes komisijo, gospod Podrega, lahko podelice? Ni uspel prijeti do komisije. Komisiji smo želeli povedati vsa ozadja, vse podrobnosti, očitno pa komisija manj respekt do odvetnika, kar pravzaprav jaz ne vidim posebnega razloga, če ne mislijo kršiti človekovih pravic, potem ni treba, da se bojijo odvetnika. Ampak lahko javnost ne se poveste, gospod Podrega, zakaj je šlo, ali je to res? Storil bi kaznivo dejanje, če bi govoril o tem javnosti, tako kot ne moramo na tak način. Kaj pa vlada, ki je zahtevala Ja, tudi to je še en dodatni razlog, zakaj je moj klient danes prišel z zagovornikom. Vlada je zahtevala magnetogram današnjega zaslišanja zaradi, kot pišejo, morebitne uvedbe kazenskega postopka zoper Podbrega. Kaj to pomeni za gospoda Ropa, lahko potrdi svoje rekli, da je ključno priče, ne gospod Podbrega? To morate vprašati gospoda Ropa, pa seveda komisijo, ki nas očitno ne želi poslušati. Mi bi komisiji povedali, če bi želeli poslušati, ker pa imajo, kot sem že rekel, očitno strah pred pravom, pa tega ne bojo slišati. Ko boste naslednji, če da se bomo videli, če bojo vnaprej napisati, da lahko sodelujete pod vedno. Kaj bi pa nekaj argument, zakaj vas niso pustili v prostoru? Da gre za tajno vsejo, tajne podatke in da je lahko sodelovati do trega razloga. Gospod Čeferin, ali je vaš klient odnesel kakšne papirje iz Sove, kot namigujejo nekateri v Sloveniji? Kdo to namiguje? Javnost, neuradna javnost. Vprašajte tisto javnost, neuradno, ki to namiguje. Jaz o tem ne vem nič. Ali se vam zdi ta čas letos, oziroma v tem letu 2007, takšen, da so bili časi leta 1989 boljši? Jaz nisem politik, da bi o tem govoril, jaz sem pravnik in citiram pravne odločbe. Če ste me prej poslušali, sem tudi citiral ustavno odločbo Ustavnega sodišča Jugoslavije iz leta 1989. Ali bo gospod Podbrega prišel na komisijo, če nikomu ta komisija dovolila posebnost odvetnika? Načelno je stališče, da bo prišel. Ali ste seznanjeni z tem, kako je komisija odločila, da je glasovala o tem, ali je bilo kako prisotno ali ne? Ne vemo, niso nam povedali kako, ampak stališče komisije je, da odvetnika... Ker večino v komisiji imajo vladne stranke. Ne vem, to vprašajte predsednika komisije, a so glasovali.